Prav lepo pozdravljeni v oddaji iz medijev za medije. Z nami je tokrat direktor televizije Slovenija, Jože Možina. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav tudi vsem vašim gledalcem in hvala za vabilo. Kar nekaj vaših kolegov, televizijskih kolegov iz vaše hiše smo že gostili v tem studiu, tudi nekaj so povedali že o vaši televiziji, od tega se bova še potem malce dotaknila, ampak tako kot je navadi v tej oddaji, bi šla pa povsem na začetek vaše novinarske poti. Kako se je začela? To je pa kar že nekaj nazaj, tam je verjetno 15 let ali nekaj podobnega. Kolegica v študentskih letih me je opozorila na avdicijo na televiziji, mislim, da tudi na radiju in na televiziji. Bilo nas je veliko, se spomnim, v drugem krogu 64, potem v tretjem krogu oziroma v zadnjem izboru nas je ostalo 8 in od teh iz te avdicije sem ostal v bistvu, ne vem, po enem slučaju samo jaz sam, ne. Ker veliko ljudi je izven avdicije prihajalo, ne vem, mogoče po raznih poznanstvih in tako naprej. Ti so včasih tudi hitreje napredovali, no. Moja pot je bila pa bolj taka, no, tako bi rekel, od pobiranja tanjugov in pa Reutersov trganja, takrat je bila še doba pisalnih strojev, pa do prvih novinarskih začetkov s terena, kar je, mislim, da je glavna preokupacija mladih novinarjev in tudi, mislim, da zelo lepa. Pa do tega občutka tam nekje, mislim, da ravno pred 10 leti, ko sem pa pravzaprav gotovil, da bi lahko kaj več naredil na dokumentarnem področju, in 10 let nazaj je bila prva enourna dokumentarna oddaja o škofu Rožmanu, ravno aktualna zadeva. In to me je takrat tam lansiralo med novinarje, ki pa znajo tudi to početi. Kako se je pa potem vse skupaj nadaljevalo po tem dokumentarcu? Mislim, da je bil takrat vaš šef Lado Ambrožič. Lado Ambrožič v njegovi dobi, moram reči, da je to doba bila prosperitete, razcveta raziskovalnega novinarstva na televiziji. Bila je to mlada ekipa s kolegom Geričem, Rozvito, Pesek, tudi Slakom, Urošem in tako naprej. Smo si veliko upali. Če zdaj gledam včasih slučajno kakšne prispevke, ki smo jih takrat delali, smo imeli veliko korajžo in ostrino, kar novinar tudi mora imeti. Žal se je potem to nekoliko razbilo in izgubilo z novimi uredniki. Lado Ambrožič je dal to priložnost in je tudi stal za novinarji, če se je kaj zgodilo. Potem se je to nekoliko razbilo in tudi politika ni bila zadovoljna, da smo bili tako angažirani. Lado se je potem počasi umaknil. Je še na televiziji, ima mesečno eno oddajo, 2. Ja, Lado ni ravno zelo obremenjen, ima pa seveda ta svoj intervju, ki je ena od recimo pomembnih oddaj na televiziji, kultnih oddaj, in pa Družinske vezi, občasno tudi 2 oddaji. Bi ga pa moram reči, kar povabili pa radi videli tudi še kje drugje, ker vendar gre za človeka z veliko izkušnjami in vsak medij, sploh pa televizija, nacionalna televizija, potrebuje kadre z več izkušnjami, z dolgoletno tradicijo, poznavanjem arhivov in tako naprej. Tako da te njegove izkušnje so definitivno dobrodošle. Katera novinarska zvrst vam je pa bila v tistih začetkih nekako najbolj pri srcu? To poročanje s terena, mogoče kakšne reportaže, dokumentarci? Vodenje dnevnika, tudi to ste se mi zdi delali? Tudi to sem počel, vendar za vodenje mora biti ambicija tako zelo velika, da premaga vse ostale težave, ki so s tem povezane. Veliko živcev se izgubi, v živo sploh pa nastopati je izredno težko in izredno odgovorno, to ni mala stvar. Počel sem tudi to, recimo, ampak sem pa bolj človek mogoče neke intimne pripovedi, človek dokumentarnega prijema, to mi je še bliže kot to. Je pa tudi res, da na področju vodenja nisem imel takih priložnosti, mogoče kot nekateri drugi. Zato sem se potem usmeril na polje dokumentarnih oddaj, ki so pa res že od prve nekako do zadnje imele zelo veliko gledalcev, ne glede na temo, ki sem jo izbral, in tudi lep uspeh. Tudi že v prejšnjih obdobjih so bile tudi nagrajene in so dobile lepe ocene, tako da to je od tega sem se tudi najtežje poslovil, ko sem se odločil za to novo funkcijo. In pa terensko delo, spoznavanje ljudi na terenu, spoznavanje krajev. To je nekaj, kar je privilegij novinarja, mislim, da to je najlepša stvar. Kar vam manjka. To nam manjka zdaj. Pa tu so bile pa tudi take zadeve, take razmere, ne vem, potres, na primer, takrat v Posočju so me poslali tja, ker so pač, se spomnim takrat ocen, so ugotovili, da se znam približati ljudem, da jih znam vprašati, da znam se poglobiti v njihovo stisko. Podobno je bilo v primeru plazu v Logu pod Mangartom. Tako da tudi te zadeve, ki so seveda manj prijetne, ampak za novinarja toliko večji izziv in zahtevne, tudi to sem počel z veseljem.
in vam potem ostanejo nekako v srcu. Ostane v srcu in zaradi tega je ta naš poklic lep. No, omenili ste dokumentarne oddaje, zagotovo ne moreva mimo oddaje Zamolčani moč preživetja. Napovedala se je, ampak potem se mi zdi, da so bile ene težave s to oddajo. Ja, če greva nekoliko nazaj, smo imeli res določene težave. To je bila oddaja pač o tisti pa res najbolj zamolčani in nedefinirani dobi naše medvojne zgodovine. Torej šlo je bila pripoved o civilnih osebah, ki so med vojno izgubile življenje, ki so bile žrtve partizanskega nasilja ali bomo rekli določene revolucionarnega nasilja, ker je bila pač znotraj partije VOS kot organizacija, ki je bila namenjena recimo čiščenju notranjih sovražnikov. Ta VOS recimo ni opravil niti ene vidnejše likvidacije kakšne okupatorske osebe, ampak veliko kmetov, trgovcev, gostilničarjev, predvsem premožnejših Slovencev so takrat pobili, ne glede na njihovo prepričanje in pa njihovih družin. Ne. In zdaj, ko smo nekako ugotovili, ravno takrat sočasno s tem je prihajala na dan raziskava Inštituta za novejšo zgodovino o žrtvah druge svetovne vojne na Slovenskem, se je pravzaprav ugotovilo, da je osvobodilno gibanje, predvsem ta njegov najbolj udarni komunistični del, ubil več Slovencev, neoboroženih Slovencev, civilistov med vojno, kot pa recimo okupatorjevih vojakov. To pa je podatek, ki je zastrašujoč in ki je potem verjetno tudi šokiral tiste, ki so potem naredili vse, kar je bilo mogoče, na sreči je bilo prepozno, da bi ta dokumentarec cenzurirali ali pa ga preprečili. Tako da je bil na sporedu, potem so dali nekaj drugega, potem nekaj tretjega, mislim, bila je cela rabuka, ne bi se rad vračal v tiste čase, bili so nenavadni. Da bi bil malce predolg, ne? Ja. Bil izgovor. Veste, sedaj smo recimo pred 14 dnevi brez težav predvajali dokumentarec Otroci iz Petrička, ki je uro pa pol dolg, ne moj je bil dolg 1 uro, bil je tudi zaradi tega zelo, zelo strnjen. Glejte, vsak zrel narod se mora ukvarjati, tako kot vsaki družini, ne moramo pod preprogo pometati svojih slabih strani, svojih travm, tako tudi vsak narod, ki da kaj nase, ki hoče imeti čisto prihodnost, mora razčistiti najprej preteklost. Vzemimo si za zgled Nemce, ki so tukaj veliko naredili, tudi preko dokumentarnih oddaj, da bi se odlepili od totalitarizma, s katerim so bili zasvojeni. In moja ne teza, ampak to je dejstvo, saj sem pač po izobrazbi zgodovinar, tudi mi smo imeli totalitarizem, ki je veliko škodoval Slovencem in prav je, da o tem tudi vemo. Ko ste snemali to oddajo, mimogrede koliko časa je nastajala, kako so na vas vplivala vsa tista pričevanja oseb, pa verjetno tudi solze? Res je. 2 do 3 mesece je to snemanje potekalo z minimalnimi stroški in obremenitvami, samo snemalcem sva bila ekipa, ker tudi nisem, ko smo udirali v intimo teh ljudi, tudi ni enostavno prepričati človeka, da nastopi pred kamero. Takrat mora biti čim bolj to neopazno, čim bolj nekako z enim dostojanstvom, z eno toplino. In ko so se ti ljudje odprli, se spomnim trenutkov, to mi ni težko povedati, ko sva bila oba snemalcem čisto, tudi zdaj sem, če se spomnim, da to sem šokiran, nekako pridejo solze spontano v oči. Tudi nekateri drugi, ki so se ukvarjali s podobnimi temami, tudi ta recimo Otroci iz Petrička, se jim je dogajalo podobno. To so res šokantne zgodbe. In prav neverjetno je, kako da v tej naši domovini, več kot 60 let po vojni, še vedno ne najdemo ene tople besede in enega normalnega tretmaja za te ljudi, predvsem otroke, ki v nobenem primeru niso bili nič krivi. Ampak se je potem ta mentaliteta zla in razdvajanja prenašala tudi na nje in pravzaprav do današnjih dni. In še sedaj v spravnih zakonih, tako imenovanih, ki smo jih sprejemali, so jih leta 1995, so bile te žrtve izločene, pazite, tudi, izločeni so mrtvi, so razdeljeni med naše in one druge in ločeni so tudi živi, svojci. To je nedopustno, to je necivilizirano in s takim ravnanjem se pravzaprav ustvarjamo več možnosti, da bi se o podobnih zgodbah, ki se bojo v preteklosti dogajale, upam, da ne za časa naših življenj, ampak zgodovina nas uči, da so vojne, državljanske vojne, spopadi in konflikti pač stvar človeške zgodovine, to se bo prej ali slej ponovilo in če se to na ustrezen način ne razume, tretira, ovrednoti kot nekaj slabega, je večja možnost, da se to ponavlja. Primer Bosne, vam povem isto. Tam se je vojna pravzaprav nadaljevala, kjer se je v drugi svetovni vojni leta 1945 končala. Pa znova so v nevarnih vodah. Seveda, znova slišimo, da so v nevarnih vodah. No,
Tudi mi smo imeli sodelavca, misionarja Janka Slabeta, ki je žal pred časom umrl. Tudi sam je imel prav tako tragično zgodbo. Po vojni so mu brez kakršnega koli razloga odpeljali očeta in mati je ostala, 6 otroki sama in še tik do smrti, praktično on ni vedel, kje je pokopan. Niti to, če je sploh mrtev, nič, In to so res tragične zgodbe, Pri nas se pa še vedno govori, se odkopavajo kosti. Naš prejšnji gost, Makarevič, dr. Makarevič je dejal prav o tem, da je nekoč Jože Pučnik dejal, ljudje božji, to niso kosti, to so ljudje. Ja, to so naši predniki. To so ljudje, ki so bivali med nami in so bili brez sodbe, se pravi nedolžni pobiti. Veste, tak način razmišljanja mene tudi šokira, to je necivilizirano. Ali bomo rekli potem za žrtve Hirošime, ki so recimo bili na napačni strani, da so to kosti? Ali bomo rekli za Auschwitz, za tiste žrtve, da so to kosti? Ne, to so pač ljudje, ki jih je nekdo... ti ljudje bi rajši živeli, kot da so kosti, ampak niso imeli te priložnosti. To je predvsem, tako mentaliteto širijo tisti, ki so živo zainteresirani, da se te zgodbe nikoli ne bi odkrili, nikoli ne bi prišle na javnost. Jaz vam tudi svojo zgodbo povem. Jaz sem z Primorske doma, naša družina je bila zelo narodno obrambno zmeraj vzgojena in usmerjena. Moji predniki, oba staroče, po eni pa po drugi strani sta bila že pred vojno zaprta in konfinirana zaradi delovanja proti fašistični Italiji in tudi med vojno so vsi delali za osvobodilno gibanje. K sreči, čeprav je malo manjkalo, ni noben izgubil življenja. In jaz, kar se tega tiče, nimam nobenih osebnih družinskih travm. Ampak ne morem razumeti, kako da mi o teh ljudeh, povsod se to govori, v Avstriji, Italiji, v Nemčiji, pri nas pa ne. Pri nas pa na nek poseben, nekak zmaličen način poskušamo to prikazati. To je, ne vem, samo čudim se. To se vidi, da smo bili vendarle 50 let, da smo živeli v neki nedemokratični državi, ki je vzpostavljala neke vrednote, ki so v nasprotju s civiliziranimi vrednotami. Ko je bila ta oddaja predvajana, potem končno, so bili kakšni pritiski, kakšna neprijetna pisma na vaš račun? Vem pa, da ste dobili prav v tistem času tudi zaradi tega dokumentarca neko gledno nagrado, mislim, da je sklada Josipa Jurčiča, potem Gong popularnosti, ni bil prvi. Ja, res. Jaz, kar se tiče tudi strokovne javnosti, pa novinarske javnosti, naprimer, novinarji so me takrat kolegi praktično vsi zaščitili. To se je pokazalo tudi na visoka stopnja solidarnosti. Prišle so vse te nagrade in to, mislim, časopisov z medijev, ki ne vem, recimo ne bi bili na eni ali pa na drugi strani, ampak so dojeli, da gre pravzaprav za neko temeljno humanitarno vrednoto, ki se tukaj v tem filmu dogaja in v pač podobnih filmih, saj ni moj edini, saj so tudi nekateri odlični filmi, morda še boljši, kot je bil ta narejen. Ja, to je bilo neko olajšanje. Jaz sam nisem tudi v dobi nastajanja dokumentarca kakšnih pritiskov, seveda nekateri, ki smo jih posneli, ki so bili recimo z te strani, ki je bila odgovorna za to morijo, so potem celo hoteli umakniti izjave, na vsak način preprečiti, da bi bil dokumentarec lansiran. In ni uspelo? Ni uspelo, ker smo mi dobili pač pravno mnenje, k sreči, da posneta izjava ni last, da ne more biti avtorska lastnina tistega, ki je izjavo dejal, ampak je pa to v kontekstu oddaje narejeno. On je tudi, govorimo o doktorju Vrhuncu, on je tudi imel celo možnost izbora, katere izjave bodo uvrščene dokumentarce. Jaz sem se pač tudi na ta način zaščitil, ker sem se pričakoval, da ko bodo nekateri ugotovili, zakaj pravzaprav gre, da jim bo to naredilo velike moralne probleme. Je bilo pa neko olajšanje, moram tudi to reči, prej, ko ste me vprašali, vse so bile tudi tesnobe in solze, vendar mi smo s tem snemalcem Jožetom Jagričem, to je bilo kot neka odrešitev. Ko se je pa povedalo, je pa prišlo do sprostitve in smo se tudi nasmejali in vse to. Vse ti zločini se niso dogajali sedaj, dogajali so se pred 60 leti. Mi smo to minuto, 2, 3 obudili, potem pa smo se vrnili v normalne življenjske tokove. Sem pa tisto obdobje ogromno o tem tudi razmišljal. Tudi otroci so se mi rojevali ravno leta 2000, ko sem delal tudi dokumentarec Zločinkine za stara o Slovenski Bistrici. Sedaj spet sem dobil drugega fanta, in je bilo nekako to obdobje, ko je človek še bolj senzibilen in ko pravzaprav vidiš, ne vem, to je družina, ali bo tudi moj otrok narojen v nekaj podobnega, in je treba vse narediti za to, da ne. Zelo pogrešate snemanje tovrstnih oddaj. Vem, da vam čas ne dopušča. Ja, jaz sem upal nekje, sem mislil, vse se bo še dalo, ampak to se ne da. Za kakšen intervju je še čas, Mislim, da
S predsednikom vlade ste ga nedavno opravili. Ja, veste, to vzame dan pa pol časa, to se še da. Imam pa še eno nedokončano zgodbo iz Angole, en ekskluziven material, ki sem ga posnel pred letom pa pol. Pa še par drugih zadev sem posnel, ni časa, da bi to realiziral. Sploh pa ne v tem času, ko pripravljate shemo, programsko in tako naprej, kar bova potem v nadaljevanju za naslednjo leto. Res je. Kakšno je poslanstvo nacionalne televizije? To mogoče mnogi ne vedo, ne vemo. Glejte, nacionalni medij, nacionalna televizija, javna televizija oziroma javna RTV, če smo toliko bolj konkretni, je največja kulturna institucija v državi. In tudi več kot 49% našega programa prihaja z kulturno-umetniških uredništev, z teh vsebin. Res pa je, da so najbolj bombastične, najbolj znane, najbolj tudi razvpite druge vsebine, pač mogoče informativne, včasih tudi razvedrilne. Tako je svet narejen. Znano je, da kulturno-umetniške vsebine velikokrat ogromno stanejo, da so seveda narejene za naš narod, za našo kulturno, v smislu našega kulturnega poslanstva, da pa ne pritegnejo toliko gledalcev kot ene zelo cenene zadeve, ki so recimo na komercialnih televizijah. Lahko bi delno rekli tudi, da mogoče nismo dovolj dobri, prepričljivi. Po drugi strani je pa jasno, da žal se je mentaliteta gledalcev v zadnjem desetletju toliko spremenila, da jih bolj kot en prijeten dokumentarec, recimo na temo neke slovenske zgodovine, narave, ljudi, običajev, bolj kot to jih recimo po popoldanskih urah pritegnejo cenene telenovele ekvadorskega izvora. In to je slabo. To je izredno slabo. Je pa res, da ta dokumentarec seveda stane 30krat več kot pa tisti kos, še več kot 30krat več kot tisti kos telenovele. In pač zaradi tega tudi javna televizija seveda nikoli ne bo šla v take telenovele, sploh pa ne takih vrst. Javna televizija nikoli ne bo šla v resničnostne šove, kot je Big Brother. Veste, to so pač tiste norme, kjer se mi ne spustimo. Tudi ne v Kmetijo, kjer so nedavno, če se ne motim, celo ob spremljanju gledalcev ubili žival. To se mi zdi frapantno in gledajte, pri nas se za vsako malenkost zbudijo mediji in nas napadajo, ne vsi, ampak veliko. Nekako javna televizija je, to je po tradiciji tudi nekoliko v ostalih deželah, ampak pri nas še malo posebno stimulirano. Mi smo stalno napadeni, saj po svoje je tudi logično. Javnost nas plačuje, gledalci nas plačuje in imajo pa seveda možnost in interes, da nas kritizirajo in ocenjujejo. To je v bistvu prav in to je dopustno. Ampak gre za cele kampanje proti javni televiziji. V tem primeru, ko se je res zgodilo nekaj nedopustnega, nisem prebral kaj posebnega, da bi se kdo ob tem zgražal. Je pa katastrofa, ne? Mislim, da če gremo tako daleč, sedaj mislim, da se je ubilo ali zaklalo prašiča, kaj bo potem treba naslednjič kaj več? Grozljivo. Mogoče malce o financiranju televizije. Seveda preko naročnine se televizija financira. Kako je ta denar nekako razporjen? Nekaj gre še za druge lokalne televizije posebnega pomena. Verjetno pa, zagotovo pa to ni dovolj, Reklame so tiste potem. Bom povedal za svoj del denarja, ki ga dobi RTV, javna RTV. In mi imamo seveda tudi oddajnike in tudi radio. In ta radio ima orkestre, ima pevske zbore, tako da to je v resnici res kulturna ustanova v tem pogledu. Bila so obdobja, ko je televizija oziroma ko je RTV imela 80, morda celo 90% denarja, ki je prišel iz RTV prispevka, naročnine, kot se reče. Sedaj, ker se ta prispevek ne povečuje, medtem ko cena produkcije, kot sami veste, ljudi, kadra in vsega tega pa se povečuje, cena, na primer, pravic za športne prenose, za filme, zaradi konkurence se spet zelo povečuje, enormno. Če je prej, na primer, rokomet stal 100 enot, stane sedaj 400 enot, ne 150 enot, to so nore zadeve. Zato je ta delež denarja, ki ga dobimo iz plačila RTV prispevka, čedalje manjši in se pomika proti 60%. Se pravi, da moramo mi skoraj 40% denarja zaslužiti drugače. Ker smo javna televizija, seveda imamo velike restrikcije, mi ne moramo prekinjati recimo filmov s reklamami, tudi število minut v eni uri je 9, ne pa 12, kot imajo komercialne televizije, pa vendar,
Noben od nas ni navdušen, da moramo vrteti reklame za WC Račko in tako naprej, ampak to je edini način, da javna televizija preživi in da potem ta denar iz teh oglasov vlaga predvsem v razvedrilni program. Saj v bistvu za kulturne vsebine gre denar bolj, če bi tako mentalno rekel, ne. Za kulturne vsebine mora biti denar, ki pride iz RTV prispevka, ne, čeprav je koš isti, medtem ko za te bolj razvedrilne oddaje se pa recimo napajamo bolj z tega vira. Kako na televiziji spremljate gledanost posameznih oddaj? Kako to sploh poteka? Marsikdo, tudi od naših gledalcev, je nekako začuden. Kako točno ob določeni uri vedo, ali so gledali 24 ur, naprimer, ali nacionalni dnevnik? Ja, to je tudi zanimiva zgodba. Obstaja eno podjetje AGB, že naši predhodniki so z njimi sklenili pogodbo. Oni imajo sklenjeno pogodbo še s komercialno televizijo, z 2 komercialnima televizijama. In 450 gospodinjstev v Sloveniji obstaja, ki imajo doma take škatlice. Prostovoljno? Prostovoljno, se za to nič ne plačuje, eventualno kakšno simbolično darilo. In telepilot, na katerem recimo se točno vidi, kdaj je katero minuto kdo gledal in kdaj je preklopil in tako naprej. In potem mi dobimo vsako jutro izpiske, kjer lahko tudi do minute vidimo grafe, kako je gledanost potekala, vidimo, ko so bile reklame, je gledanost padla. Potem se mogoče, ko so reklame, so se ljudje preklopili na TV Slovenija, so pri nas ostali, to se da vse dobro analizirati. Je pa tako, da mi tej meritvi, ker je vzorec vendar relativno majhen, samo 450, mi če dalje bolj dvomimo, da so te zadeve popolnoma relevantne. Mislim, da prihaja do napak. Ne bom rekel, da so namirne, včasih se je tudi tako razmišljalo, dokazov za to še nimamo, ampak ta zadeva ni povsem zanesljiva. Ker s temi meritvami je pa povezan seveda velik interes komercialnih televizij in pa marketinških agencij, ker je pač to baza potem za vrednotenje oglaševalskega prostora in za tem se skriva velik denar. Kaj pa naslednja varianta, ki je tudi možna pri spremljanju tega, kateri program posamezni Slovenec oziroma državljan gleda? Ja, zdaj to je nekako en tak dogovor bil, da je pač to. Zmenili so se za ta pravila, agencije in pa televizije. Mi smo pa že navezali stik tudi z enim drugim ponudnikom iz ene druge države, ki bi lahko neko tako zadevo tudi počel in sicer tudi za radio, ne samo za televizijo, ker za radio sedaj takih meritev ni. In bomo videli, morda bomo pač spremenili oziroma razjahali tega konja in vzeli nekaj, kar nam bolj ustreza, ker mi smo sicer lahko močni lobisti, ampak nikoli ne na ta način kot komercialne televizije, ki so seveda še toliko bolj zainteresirane kot mi, da imajo dobro gledanost oziroma da imajo graf z dobro gledanostjo, še bolj to. No, pa greva malce na gledanost. Mislim, da dr. Milosavljević, poznavalec medijev, z njim sta imela pred časom tudi polemiko v sobotni prilogi Dela. Vam je nekako očital, da je televizija vse slabša, nacionalna televizija vse slabša, da se poslužujete takšnih oddaj ala na zdravje, kot da je to neka turbo oddaja za vsebine, slabe vsebine. Potem tudi, da s projektom prenove Odmevov niste uspeli. Kakšen bi bil vaš komentar na to? Kaj kažejo številke? Bom povedal, hvala za vprašanje. Jaz se čudim, da je dr. Milosavljević seveda sicer strokovnjak za to področje, čeprav veste, težko je biti strokovnjak brez prakse. Mislim, da najboljši strokovnjak je tisti, ki ima rezultate, naprimer čist praktične, v televizijskem delu in tako naprej. Ampak dobro, on je teoretik, je zelo razgledan. Zdi se mi pa, da ima nekako probleme s to svojo usmerjenostjo, ki je malo preveč politična. V tem trenutku, ko je tisti del politike, ki je bil proti spremembi zakona o RTV, se spomnil, da zdaj je minilo 2 leti in da je treba to začeti kritizirati. Potem se je ta pogrom nekako začel po nekaterih medijih in mi je škoda, ker se dr. Milosavljević ni oglasil recimo leto prej, pol leta kasneje, kakorkoli, ampak je bil ravno v tem kontekstu in je izpadlo res, kot del neke politične gonje. In v pomembnem delu ni imel prav. RTV Slovenija, tako radio kot televizija, ni NASA, to je jasno. To je organizacija z veliko napakami, dediščina iz preteklosti, nekaj nam je uspelo narediti, nekaj nam ne bo nikoli uspelo narediti, ker je pač to javni zavod, tudi velik birokratski aparat je, mi manjšamo število delavcev, tudi iz tega izvira določeno nezadovoljstvo, ker mora manj ljudi narediti več. Mi smo približno na televizijskem delu, v primerjavi z letom 2006, v letu 2007 imamo 20-25% več produkcije.
za manj ljudi. Ne? Veste, da to so težave znotraj hiše. Tudi mi, kot vodilni, se nismo prišli tja, da bi imeli prijatelje, ne? Ampak vendarle, marsikdo nas morda zaradi tega gleda po strani. Sicer zdaj poskušamo z novim letom iti v prenovo plačnega sistema in ljudem zvišati plače, ne? Ker so res nizke. No in dr. Milosavljević, ne vem, kakšne podatke je imel, ampak je začel trditi, da je vse slabše. Ne, podatki so ravno nasprotni. Za prvi program slovenske televizije, za najbolj prestižne termine od 19. ure do 23. ure, smo mi vsak večer pridobili 20-25 tisoč gledalcev več. In je to izmerljivo. Naša glavna konkurenca pa manj. Ne, veste, nam je šlo gor, njim pa dol. In to so pozitivni trendi. Po letih padanja prepoznavnosti in gledalcev RTV Slovenija smo mi začeli gledalce pridobivati nazaj. Jaz ne bom rekel, da je zdaj to mislim, to je velik uspeh, ne bom rekel, da lahko to nadaljujemo, bomo videli, ker gledanost televizije nasplošno v razvitih državah pada zaradi ponudbe drugih, se veste, drugih sodobnih tehnologij prek interneta in tako naprej. Ampak vendarle uspel nam je velik pomemben korak, pomemben trend. Je pa res, ne, drugi program je nekoliko izgubil, ker v bistvu je bil lani zelo uspešen zaradi nogometnega prvenstva, ne, to se pač takoj pozna. Letos nobenega takega velikega dogodka ni bilo. Nekaj teh športnih prenosov ste tudi izgubili? Tudi rokomet, ampak tle to niso rating makerji, kot rečemo. Tle se veliko gledalcev, vendarle, mislim, v primerjavi z ostalimi, veliko gledalcev tukaj ni. Veliko gledalcev, recimo ekstremno veliko je na nogometu. Kaj pa odmevi? Ja, enako z odmevi. Meritev je pokazala, da smo kljub temu, da so odmevi napadeni še strani ene informativne oddaje pri konkurenci, ne samo, da smo zadržali gledalce po prenovi, ampak smo jih celo pridobili. Tako da to so pozitivni rezultati. Seveda bi lahko govorila tudi o slabih rezultatih, ki jih tudi imamo, ampak dobro. To so pa pozitivne stvari. No, mogoče bi tu lahko omenila, prej sem že malce načel oddaje na zdravje. Verjetno je to za določen bolj lahkotnejši krog gledalcev, ki imajo rajši lahkotnejše vsebine, pa vendarle verjetno ne gre to za turbo oddajo, ne, v takem pomenu. Ja, dr. Milosavljević je to ocenil kot turbo folk oddajo. To je izraz, ki prihaja z Balkana. Ne vemo, mogoče on bolj pozna turbo folk glasbo na Balkanu. Pri nas je to oddaja, ki se dotika zabavne glasbe, popularne glasbe in slovenskih običajev. Jaz ne vem, kaj bi bilo lahko v tem slabega. Jaz osebno nisem kakšen navdušen za narodno zabavno glasbo, se pa kot direktor televizije zavedam, da imamo segment ljudi, zelo velik segment ljudi, ki to glasbo spoštuje in ceni in jo ima zelo rado. In zakaj tem ljudem ne bi ponudili take vrste oddajo? Kaj jim bomo dali neko ekstremno elitistično glasbo? Televizija, javna televizija, prej sva rekla, da je to kulturna institucija, največja v državi, seveda. Ampak televizija ni medij elite, ni medij samo za elito. Lahko pa seveda v določenih programskih pasovih, da ponudimo tudi bolj segmentirane vsebine, ki so namenjene ljubiteljem resne glasbe, ljubiteljem džeza, ljubiteljem dokumentarnih zgodovinskih oddaj, naprimer, kar imamo v poznih urah in se potem tudi jezijo ljudje, zakaj ne date to prej. Žal je pač tako, ne, da v osrednjih pasovih vendarle vsaka televizija poskuša dati tisti program, ki je namenjen najširšemu krogu. Potem pod prime timeom pa nad prime timeom se pa razvrstijo druge vsebine. Še vse ostalo. Ja. Aktualna je tudi zadeva oziroma oddaja A si ti tudi not padel, ter na drugi strani še vedno dolga leta že oddaje, ki jih pripravlja Mario. Kaj so pokazale prve meritve? Gledanosti seveda. Ja, seveda. Mario je institut in bo, kot kaže, tako tudi ostalo še precej časa. Te oddaje naše konkurenčne televizije, vse končno je gospod Bizovičar, v bistvu že pred pol leta, ko smo se še nekako odločali, da bi pri nas kaj začel, je že omenil ta koncept. So se očitno potem lažje zmenili na komercialni televiziji. No, seveda zaradi vsega tega medijskega pompa, ki je nastal ob štartu oddaje, je bila prva oddaja njihova bolj gledana. Mislim po spominu, da je bila druga že izenačena, tretjo smo dobili mi, sedaj zadnjo smo dobili spet mi. Razlika je še večja. Zbravi, da je Mario sicer bil napaden, ampak očitno se bo brez težav branil. Se ne da. Ne, se ne da. In končno gledalci že vedo, zakaj so se vrnili nazaj. No, mogoče razvpita oddaja je tudi Milijonar, pa veliki honorari, ki naj bi jih za to oddajo dobil Jonas Ž. Ja. Kako je s tem? Seveda v denarju se ne da, ne? Glejte, v denarju se ne da. Denar je v resnici precej velik, ampak tudi Jonas Žnidaršič je njegova vrnitev
je vendarle bil določen skok, določen rezultat za televizijo Slovenija. Ne bom rekel, da smo zdaj mi ta termin absolutno prevladali, ampak smo pridobili gledalce, ki jih prej nismo imeli v tem terminu. Tako da ta investicija se je obrestovala vključno z njegovim honorarjev. Si pa ne želim, končno ne želim si pravzaprav tako visokih zahtev na področju honorarjev in to bomo načrtno malo umirili. No, Jonas je sicer imel pauzo, ampak prišel je na nek način iz Pop TV-ja. Iz Pop TV-ja je prišla tudi Erika Žnidaršič z oddajo Piramido. Ja. No, ta pa vam je vsaj takrat, ko je bil gost Zmago Jelinčič Plemeniti, lahko rečemo kar precej sovražni govor do Romov, ciganov, kot reče on, verjetno kar naredila nekaj preglavic. Ja, kar malo sivih las. Ni bila nič plemenita oddaja. Moram reči, da je bilo to splet naivnosti kreatorjev oddaje, ker so pač naivno mislili, ker so se tako tudi z Zmagom dogovarjali. Poteka pa v živo. Seveda, da bo on v oddaji pokazal svojo drugo plat, da bo naredil korak, da bo dal roko, mislim, da Strojanu, ki je bil takrat tudi v oddaji. Seveda je Zmago absolutno ta dogovor prevaral in naredil potem tam ta škandal. To je bilo izredno boleče. Videlo se je tudi pravzaprav, da ta svoboda govora, ki je vendarle maksima povsod v vseh demokracijah, sploh v Ameriki, da se da to svobodo zlorabiti. In mi nismo imeli nekega predpisa, načina, kako odreagirati. Sicer se je, voditeljici se je ukazalo dobesedno, ustavi ga, opozori ga, naženi ga. Ampak Zmago da ustaviti? Je to malo težje, in on tudi dejansko zlorabil zaupanje medija. Vendar, potem se je vsul plas v tem delčku, te naivnosti, nepripravljenosti, absolutno odgovornost mojih kolegov in tudi objektivno tudi mene. Čeprav res ne koncipiram zdaj oddaj, kam bi pa prišel, veste, kako daj imamo mi vsak dan. Medtem ko v tem delu, kar je pa Zmago govoril, je pa to njegova odgovornost. To pomeni svoboda. Svoboda pomeni veliko odgovornosti, lahko ogromno poveš, ampak si za to tudi odgovoren, ne pa medij, kjer si to povedal. In smo potem mi raziskovali, kako je bilo to po drugih državah, kjer se je kaj podobnega zgodilo. Je seveda tisti bil tožen, ki je to govoril in to izgovarjal. Se ravno v tem je stvar. Se sicer lahko nekdo pride na nekem mediju, naredi škandal, a si potem ti uživo odgovoren za to. Ne moreš biti. Končno je pa Zmago Jelinčič predsednik parlamentarne stranke. Zmago Jelinčič je poslanec Državnega zbora. Mislim, se ga nismo mi tja postavili in dali. On je bil zdaj na predsedniških soočenjih. Hočem reči, da ga je tudi medijska realnost slovenska v 90-ih letih vzpostavila, verjetno tudi zato, ker je koristil politiki ali komorkoli že. Zdaj se pa malo to vrača. Mislim, da pa tudi tako. Jaz imam z njim korekten odnos, ampak prav nič prijateljski. Videl sem pa potem, da so ti naši bivši uredniki, ki so se strašno zgražali na tem, kar se je zgodilo, da so pa z njim v izredno prijateljskih odnosih, toplih odnosih, tako da gre tudi za neko perverznost. Ne vem, ali je Zmago to naredil namerno ali ne, niti končno me ne zanima. Smo pa potem izdali nek predpis, ki točno narekuje postopek, kako mora novinar ravnati v oddaji v živo, če do nečesa takega pride. Sam to nas ne bo rešilo. Ja. Če se nekdo odloči, lahko pride in naredi škandal jutri. Omenila sva že nekaj imen novinarskih, ki so prišla nazaj ali pa znova na nacionalno televizijo, in sicer torej Jonas Žnidaršič, potem Vodušek, pa še nekaj teh imen. Po drugi strani pa se tudi nacionalni televiziji očita, da se greste nekakšno cenzuro, pritiske na nekatere medije oziroma na nekatere novinarje. Bova tudi še o teh imenih potem. Zanimivo, da pa potem po drugi strani pa prihajajo na televizijo. Ja, prav sedaj smo v dogovorih še za 2 imeni, mogoče 3. Ta fluktuacija, ta selitev ljudi z enega medija na drugi je običajna in je zmeraj bila. Je pa res zdaj, da živimo trenutno v teh časih, ko je to pod posebno lupo in se poskuša izkoristiti, bom kar direktno rekel, ker je točno tako, za politične zadeve. Če se pa na televiziji ali pa na radiju nekaj spremeni, da nek urednik gre od sem tja ali pa novinar tukaj tja, to je že nek škandal pa pritisk in tako naprej. Se potem ne bi smeli upravljati nobenega medija na ta način. Se potem, ne vem, lahko novinar samo dobi prostor, recimo v časopisu, in napiše tja, kaj hoče. Urednik je vendarle tisti, ki gre na sodišče, če kaj narobe. Urednik je tisti, ki je odgovoren za celotno oddajo, recimo za celoten program. Tako da tle so šle stvari malo predaleč tudi v tem kritizerstvu. Glede konkretnih primerov cenzure, pa tudi tako je, nekaj ljudi je odšlo, tudi je bil ta bivša urednica, bivša namestnica njena,
ste pač v novem kontekstu niste znašli. Tanja Starič, Ilinka Todorovski. Njima so bile ponujene zelo ugodne funkcije. Tanja Starič v uredništvu Odmeva, v uredništvu Dnevnika, pa se za to ni odločila in je šla na drug medij. Se ona je to že enkrat storila tudi pred Republiko. Ne? Dobro, ampak to so kvalitetne, korektne novinarke, ki bi imele posel in sta ga tudi imele na televiziji, kolikor so ga hotele. Njih ni nihče nikamor naganjal. In če govorite o konkretnih stvareh, govori se, da so pritiski, da je cenzura, noben pa ne govori, kje, v katerem primeru. Mi iz preteklosti vemo, kaj se je dogajalo. Ne? Vem za svoj primer, vem tudi za primer, ko se je nek tekst nekje znašel in je urednik priletel in se ga ni smelo objaviti in tako naprej. Zadnjič mi je en kolega, ravno zaradi polemike z predsednikom Zaresa, gospodom Golobičem, prišel povedati, kako je bilo leta 1999, ko so odkrili neke trupla ob kopanju, ob gradnji avtoceste pri Teznem. Ne, veste, ko so tisoči nekaj trupov odkrili, to so bili pobiti pravzaprav hrvaški vojni ujetniki. In kako je prišel predsednik Zveze borcev direktno v montažo pogledati, kaj so posneli, kakšno izjavo je dal Zdenko Zavadlav in tako naprej. Ja, razumete? Jaz nisem vedel, da se je to dogajalo. Dogajalo se vse mogoče. Veliko je bilo končno tudi nekih tradicionalnih navezav dela televizijskih delavcev na prejšnji režim, kar je logično, prej so bili novinarji, kot veste, družbeno-politični delavci. In zdaj večina urednikov in novinarjev se je od tega odlepila, ne? In je pač začela potem po letu 90 ustvarjati v nekih normalnih okvirih na profesionalen način, ne pa vsi. Pa se še lahko zgodi kaj takšnega v času, odkar ste vi direktor televizije, da bi naprimer Gregor Golobič, to ste tudi v eni polemiki z njim v Soboti prilogi omenili, poklical naprimer v uredništvo v času poteka neke oddaje in dejal to vprašaj. Lejte, zdaj se to upam, da ne more zgoditi, ne? Ker ne vem. Mislim, nobene potrebe ni, da bi bil nekdo v takih kontaktih s politikom, da bi si lahko sploh dovolil, da bi sploh telefon dvignil, tudi če bi nekdo poklical. Mislim, to je nedopustno. Očitno je bila pa to prej praksa, ne? Je bilo to zelo pogosto, ker se je to razvedelo, ne? Ni bilo rečeno, prvič se je zgodilo. Ne, spet, v tem smislu, spet me je klical, 3-krat me je klical, to mi je rekel. Ne? Tako da, zdaj gospodu Golobiču je rahlo neugodno, da je to prišlo v javnost, slučajno, ne? Ampak tako je pač bilo. Tako je bilo in meni je zelo žal, da je tako bilo. No, na tem stolu je pred časom sedela tudi vaša kolegica Vida Petrovčič, ki je tudi omenila, da se z njo ni prav lepo zgodilo na nacionalni televiziji, da je izgubila tiste oddaje oziroma da je šla ven iz informativnega programa. Kaj se je dejansko zgodilo še iz vaše plati? Z naše strani. Jaz to prav v podrobnostih nisem toliko poučen, ker se je naredilo to znotraj informativnega programa. Tudi zdaj to naše perilo RTV-evsko dobro, če se že pere v javnosti. Vida Petrovčič je izredno prodorna, pronicljiva novinarka, izredno nadarjena. Jaz sem mi tudi ponudil recimo vodenje Piramide, ravno nekoliko malo pred tem. Je pa ona imela s svojimi uredniki zmeraj težave. Že v 90-ih letih je bila kar za nekaj let, jaz mislim, da za 5 let, umaknjena z informativnega programa zaradi neke podobne zadeve. Ne? Takrat, ko je bil, mislim, da urednik gospod Lado Ambrožič. Sedaj pa je pač po mnenju uredniškega zbora, ki ni novo, ki je praktično isto v 90% kot je bilo prej, sklenila, da ona slabo dela, ne? Da je pač zelo površna, da pušča delo drugim in da zaradi tega za dnevni pogon ni primerna. To je bil pač ta sklep uredništva. Ona je pač ena zelo specifična oseba, kakršnih je pravzaprav na televiziji veliko. Vsak je na nek način svoj človek in Vida je Vida. Ne? Tako kot je, ne vem, Rajko Gerič, Lidija Hren, Rozvita Pesek, ima tudi ona ene svoje specifike. In v tem primeru, ne, če bi bila to samo recimo kaprica enega urednika, bi rekel, dobro, očitno gre za neke osebne zadeve. Ampak je ves uredniški zbor potem njo ovrednotil na tak način. To se ona pač tudi mora sprijazniti s tem. Dela pa v drugem uredništvu? Ne, dela v istem uredništvu. Mislim, da dela prispevke za televizijski tednik, kar je naša elitna oddaja, Polnočni klub. Jaz upam, da se bo kmalu vrnila v kaj še bolj oprijemljivega. Vrata so ji odprta. Glejte, vrata so ji odprta, ampak pod nekimi normalnimi pogoji, ki jih bo pač urednik določil. Je pa tudi tako, novinar se ne sme nikoli preveč približati kapitalskim lobijem in delati za njih,
kar so bili očitki na njen račun, in pa tudi ne političnim lobijem. Če je bila ona verjetno v tesnih stikih z recimo ministrom Bajukom, je pač to njena odgovornost, če je bila pri njemu doma v Ameriki in tako naprej. In če potem ona pride v spor in potem mediji zlorabi, veste, za nek napad na njega, mislim, to so neki konteksti, ki za javno televizijo niso dopustni. In se tega ne boste šli? Glejte, seveda se bo to dogajalo, ne? Ampak bomo poskušali temu kontrirati, ustvarjati nek nivo, neko raven. Nič nisva še o vaših pristojnostih kot direktorja televizije. Kakšne so? Verjetno velike. Dolžnosti, dela veliko. Tako je, veste, vsej tej, nas so potisnili, se veste, pod prejšnjo vlado so nas potisnili v javni sektor, nekako pod med uslužbence, ne, kar je po svoje čisto nedopustno. Tako da je recimo s človeškimi viri težko upravljati. Ne. Težko je ljudi nagraditi, tiste, ki dobro delajo, in tiste, ki ne delajo dobro ali pa celo lenarijo, ne, tudi take nažalost imamo kot povsod, te pa težko sankcionirati. To je sistem, je res slabši kot na Hrvaškem. Tam imaš za dobrega delavca 10, 20, 30% lahko plačo povišaš ali pa znižaš za slabega delavca. Pri nas je to izredno težko. Tako da te pristojnosti sicer so velike, odgovornosti so predvsem velike. Jaz mislim, da če je kaj narobe, smo odgovorni. Težko je pa stvari vnaprej predvideti, pa preprečiti, ker smo živ program. Veste, pri nas vendarle smo tovarna, ki dela praktično noč in dan. In brez večine izredno predanih sodelavcev to ne bi bilo mogoče. Koliko spremljate druge slovenske medije, glede na to, da vam je verjetno tudi znana peticija 570 novinarjev o različnih pritiskih, tu omenja pritisk vlade na uredništva. Sam mogoče bolj gledam to, da se vrši pritisk mogoče lastnikov. Pa vendarle, kako vi na to gledate, tudi na to peticijo? Bi jo podpisali, ste jo podpisali? Takih peticij se zrel novinar ne podpisuje, mogoče če je zaveden, ampak take peticije ne bi podpisal niti sedaj, niti pred 5 leti. Če doživljaš pritiske, bodi toliko pokončen, povej, kdo pritiska na te, na kakšen način, in končno te lahko novinarski ceh in pa ostale novinarske hiše zaščitijo. Da se pa podpišeš pod nekaj takega, kjer pravi, ne vem, obtožujemo predsednika vlade zaradi, ne vem, ne? Zdaj, dobro, če bi bilo to res, ne? Ampak zadnjič je predsednik vlade pokazal, kakšna je lastniška struktura nekaterih medijev v Sloveniji, teh najmočnejših. In tam seveda vlade ni, ne? Tam so pravzaprav... Država nima kontrolnega deleža, niti kontrolnega nima. Zdaj, tudi to je res, ne? Vključno z našo televizijo. Težko je dokazati, da mi imamo v bistvu več kritičnih člankov na račun vlade sedaj, kot jih je bilo prej. Ne. Zdaj, razen če je ta vlada taka, da tako pritiska, da pišejo proti ne. Zdaj, mogoče je tudi tako, ne. Ampak to jaz izredno dvomim. Napačno je tudi to, da je ta peticija, da je besedilo zelo podobno očitno tudi nekemu dokumentu, ki ga je SD, ki so ga Socialni demokrati izdali, kar narekuje ali pa daje misliti, da gre za nek politični kontekst. Zdaj, ta stvar tudi mogoče ne bi bila tako opazna, če ne bi bila Slovenija ravno pred predsedovanjem Evropski uniji, ko je pravzaprav edini trenutek po osamosvojitvi, ko smo deležni nekoliko večje pozornosti ali pa precej velike pozornosti, to tudi mi čutimo, evropske in tudi svetovne javnosti. In dejansko v tem trenutku, ne, prva informacija, ki jo ti, ki se za to zanimajo, mediji, dobijo, je ta, da pri nas ni svobode medijev. Če ne bi bilo svobode medijev, o tem se tudi mi dva sedaj verjetno ne bi pogovarjala. Jaz mislim, da neka temeljna svoboda medijev je, ampak po mojem vedenju in po mojih izkušnjah se novinarji pri nas ne bojijo politike in politikov, praktično se vsakem lahko napiše vse, bojijo pa se kapitala. Iz tistih medijev, kjer so močni kapitalski lastniki, ne slišite. Med kolegi se seveda veliko govori in veliko ve, ampak odkritega pogovora člankov na to temo pa ni, kaj se sedaj dogaja v tem, onem tretjem mediju. No, nekaj podobnega je tudi v naši prejšnji oddaji povedal direktor televizije Medvode, Iztok Pipan, da je problem, če dobi za kakšno oddajo oziroma za svoj program plačano, naprimer, iz strani občine, iz občinskega proračuna, in potem tista tanka meja, ne, dokje lahko potem njegova televizija gre. Ne. In je dejal, na nacionalni televiziji oziroma na Pop TV je lahko to malce drugače. Čeprav, ne, po drugi strani, če bi Pop TV svoje najmočnejše oglaševalce v vsaki informativni oddaji, ne, kritiziral
vprašanje, ne, kaj bi bilo? To so zelo zanimive teme, absolutno. Zdaj, mi se na ta nivo ne spuščamo, recimo, da bi delali usluge nekim katerikoli političnim silam na tak ali drugačen način, niti ne podjetjem. Ne. Imamo pa seveda tudi časopise in revije, kjer so pogovori z gospodarstveniki in tako naprej, in se jasno je to v nekem... Dobesedno PR-ovski. Seveda v nekem kontekstu pač nekako morajo preživeti. Tle meja med neko moralnostjo in neko profesionalno etiko je pravzaprav na stičišču. Ne. Tle moramo biti izredno pozorni. In ravno zato, ker smo mi v 60% vendarle financirani strani naših gledalcev, plačnikov RTV prispevka, je vendarle to tista baza, ki nam daje neodvisnost. Ne. In v tem trenutku, ne, če gledamo večje medije v državi, vsi imajo neke zunanje lastnike, ne, iz tujine, kjer praktično ne veš, kakšen je njihov interes. Lahko tudi ni, ampak lahko pa tudi je. Notranje lastnike in je RTV ima pravzaprav najboljšo osnovo, da je to neodvisen medij. Najboljšo osnovo. Mi imamo nekako zagotovljeno zanesljivo financiranje, ki vendarle ni v pretežni meri odvisno niti od volje politike, niti od volje gospodarskih lobijev. To je pač končno neka vrednota srednjeevropskega tipa javne televizije, ki je tudi RTV. Z vsemi težavami vred, seveda. No, kaj bo novega v naslednjem letu? Ko sva se za tale pogovor nekako dogovarjala, ste dejali, da so turbulentni časi, da pripravljate programsko shemo, pa tudi finančno shemo za leto 2008. Bo kaj novega? Se mogoče Miša Mok vrne s kakšno oddajo? Jonas ostane, govori se, da ne. Upajmo. Mi bomo gotovo še kar se Jonasa tiče, gotovo bomo še nek kviz vzpostavili, ker je bil milijonar uspešen, zdaj se je morda nekoliko izpel, ampak na tak ali drugačen način bomo kviz imeli in tle so seveda vse opcije odprte. Ne? Ali se gre na nekega stabilnega voditelja, na kakšnega novega, to je stvar potem odločitev urednikov, pa tudi nas vseh. Ker ste ravno vprašal za Mišo Molka, ona je res razvpita sodelavka televizije, kljub temu, da ni tako aktivna, ampak vendarle zelo prisotna in jo jemljemo kot človeka, ki je ogromno za ta RTV naredil, ki je bila končno naša ikona in tudi sedaj bi jo z veseljem radi uporabili v kakšnem tedenskem terminu. Ampak ljubezen mora biti obojestranska. Obojestranska, saj gledajte, se tudi z gospod Molk se tukaj veliko pogovarjamo, še včeraj smo se in sem je predlagal, naj naredi en koncept za oddajo pogovornega tipa, ker mislim, da je ona ravno na področju neke čustvene inteligence, empatije, da je tukaj zelo močna. Se spomnimo še oddaje, res je. Tako. In bomo poskušali gospod Molk pritegniti nazaj k sodelovanju. Ja. Ni pa tudi za njo enostavno, ne, točka vrnitve, vendar po tolikih letih, recimo te redne odsotnosti, ne, je težko se včasih tudi vrniti, tako da bomo videli. Zdaj, seveda so turbulentni časi, niso še niti končani. Danes, to je ta birokratske vojne, ki mi sploh niso blizu. Tukaj je programski svet, nadzorni svet, ki bdijo nad nami. Denarja ni toliko, kot bi si ga mi zaslužili, bomo rekel, ne želeli pri razrezu na ravni RTV-ja. Ampak gledajte, bomo naredili vse za to, da bo dober program. Zdaj se trenutno dela silvestrski program, ki bo ena igrana zadeva, ena sveža zadeva z režiserjem, ta gospod Nabršnik, ki je delal Petelini zajtrk. Jaz mislim, da bo to nekaj odličnega s slovenskimi igralci. In potem za naslednje leto upajmo nov sobotni televizijski šov z igralsko zasedbo. V nedeljo absolutno Mario in stvari na to temo v tem okviru. Petek ostane. Petek ostane na zdravje, ki je naša pač tudi... Torej za narodno zabavno zadeve. Tako, zelo prodorna oddaja. Drugo bo pa mogoče še malo skrivnostni, malo moramo še razmisliti. Nekje ste dejali, da se bodo morale počasi tiste oddaje, ki ne dosegajo 2%. Seveda, če niso res nacionalnega pomena, počasi posloviti. Je kaj takih oddaj? Nekaj jih je verjetno. Jih je, ja, in tukaj, veste, tle pa potem smo na ravni kompetenc, kar ste me prej opozorili. Ne. Seveda niti ni v interesu direktorja, da bi kar oddaje ukinjal. Čeprav smo nekaj primerov letos že bilo in so zelo boleči. Potem vsi se čutijo osebno prizadeti, potem to celo spravljajo nekateri v kontekst pritiska spet na novinarje in vse gor in dol. Ne. So težave, ne, težko je odrezati oddajo, ampak gledajte, če imamo neko oddajo, ki se na 14 dni ponavlja, mi želimo imeti tedensko oddajo, ne, in potem dve oddaji združimo v eno. Nekako poskušamo homogenizirati program in ga narediti čim bolj privlačnega in pa sodobnega. Med temi ni malo oddaj, ki imajo pod 2% gledanosti.
njih prav malo. Ko gre za neke specifične vsebine kulturnega izobraževalnega pomena, je to dopustno in razumljivo. Ko gre pa za razvedrilne oddaje, pa tudi za informativne oddaje, je pa to že nekako na meji. Ne, in, bomo razmišljali tudi v tej smeri, zakaj pa ne. Mislim, oddaje se morajo kot vse ostalo rojevati, nastajati in potem, ko se iztrošijo, lahko ugasnejo in pridejo nove. Ne. No, naj bo teh oddaj, ki bodo dosegale odmevnost, ki bodo dosegale visoko gledanost čim več. Želim vam še naprej uspešnega dela, tudi še kakšno reportažico ali pa dokumentarec. Vam ostane kaj prostega časa za, ste rekli, 2 otroka? Trije so že. Nekaj ga? Malo, veste, ampak zdaj sem malo starejši, ko je v prvi otrok sem bil še kar malo, moram reči, da ne sodim med tiste moške, ki so zelo hitro dozoreli. No. Nič posebnega s tem ne mislim, ampak sedaj, ko po 3. otroku, vsak trenutek poskušam vendarle fokusirati o vrednote, si ga zapomniti, to da zjutraj, kot tudi danes zjutraj, da sem odpeljal vse 3 v šolo, pa 2 v vrtec. Vse mi zdi lepo, da je pač ta zjutrajni stik, potem večer me včasih pa res ni. Ne. Potem so pa bolj vikendi. Ne. Tako. No, pa verjetno potem tudi zvečer si ogledate kakšno oddajo. Nujno. Tehnologija nam sicer zdaj omogoča, da pogledamo lahko tudi za nazaj in je to zelo prikladno in priročno. In gledam kar veliko televizije. Ne. Tudi imam take programe, da tudi nekatere vaše oddaje lahko vidim, ne. Tiste, ki jih pač izmenjujete z ostalimi. Tako da spremljam, vidim, kaj se dogaja. Ne. Smo pridni? Ja, ste, ne, v bistvu, tudi moram pohvaliti, da ste imeli zelo vsebinska vprašanja, da se je dalo ogromno povedati. Upam, da so tudi vaši gledalci s tem zadovoljni. Hvala za pohvalo. Ja. Pa hvala, da ste se udeležili tega pogovora, pa še kdaj dobrodošli. Hvala lepa, lep pozdrav. Hvala pa tudi vam, če ste bili z nami in srečno do naslednje oddaje.